Pozdravljeni. Po veliki nagradi Turčije je bil marsikateri navdušenec mnenja, da je Lewis Hamilton zgrešil postanek in tako vsaj mesto na zmagovalnem odru. Danes si bomo ogledali malce s pomočjo številk, ali te trditve držijo. In razumeti je treba mnoge navdušence, govorili so po svojem občutku. Treba je poudariti, da občutek lahko tudi vara. Naprimer, sam lahko za sebe menim, da sem najboljši strokovnjak z področja Formule 1 in da je moj kanal na YouTubu najboljši. Seveda, gre za mnenje, ampak realnost je bistveno drugačna. Torej, napravili bomo neke vrste preizkus s tistimi podatki, ki jih imamo na voljo. In po dirki FIA objavi vse tisto, kar pravzaprav rabimo. In preverili bomo najmanj dve različni teoriji. Najprej ono, če bi Lewis Hamilton menjal pnevmatike skupaj z ostalimi, bi lahko bil na zmagovalnem odru. In seveda tudi ono drugo, če bi Lewis Hamilton peljal do konca, bi prav tako bil na zmagovalnem odru, brez da bi opravil postanek. A najprej si moramo izbrati neko začetno točko. In to je tista situacija, preden so vodilni odšli na menjavo. Če pogledamo znani graf Pirellija, bomo videli, da glavni akterji so zamenjali pnevmatike tam med 36. in 37. krogom. Torej, če pogledamo situacijo v 35. krogu, bomo imeli dokaj dobro izhodišče. Vrstni red v 35. krogu nam pravi, da je vodil Valtteri Bottas pred Maxom Verstappenom, Charlesom Leclercem, Sergiom Perezem ter Lewisom Hamiltonom na 5. mestu. In to je izjemno pomembno. Kolikor pogledamo zaostanke, bomo videli, da Max je zaostajal za 5 sekund in 8 desetink, zaokroženo seveda, Leclerc za 7 sekund in 9 desetink, Perez za 25 sekund in 9 desetink, pol sekunde za njim, torej zaostankom približno 26 sekund in 4 desetink, Lewis Hamilton. Torej, vidimo, da so konkurenti malce oddaljeni, le Perez in Hamilton sta blizu. Od teh 5 voznikov so 3 menjali med 36. in 37. krogom, Leclerc in Hamilton pa bistveno kasneje. Sedaj se bomo lahko vprašali, kaj bi se zgodilo, če Lewis Hamilton bi menjal v 36. ali 37. krogom in ne približno ducat krogov kasneje. Mnogi trdijo, da bi bil na zmagovalnem odru, ampak kolikor bi napravil isto potezo kot njegovi nasprotniki, bi prišel na progo, tam blizu Pereza, namreč pol sekunde je izjemno majhna razdalja, da bi lahko napovedal, ali bi se vrnil na progo prej ali kasneje. A to še ne pomeni, da bi bil na zmagovalnem odru. Namreč Charles Leclerc v tistem delu dirke je bil približno 18 sekund pred Perezom in Hamiltonom. Zato, ukolikor bi vseh 5 menjalo v istem trenutku, bi težko napovedali, da bi se kaj bistvenega spremenilo. In potrditev te teorije dobimo v tistem razporedu 55. kroga. Namreč, ukolikor gledamo finalni rezultat, imamo pogostokrat težave, kajti v zadnjih krogih mnogi vozniki popustijo, ker jim ni potrebno se boriti. V tem primeru vidimo, da so zaostanki na koncu dirke bistveno višji.
Valtteri Bottas je postavil najhitrejši krog dirke prav v zadnjem krogu. Zato je bolje vzeti tisto stanje iz 55. kroga, kjer vidimo, da razdalja med Bottasom, Verstappenom in Perezom je približno primerljiva s tistim, kar smo videli v 35. krogu. Torej, ukolikor bi tudi Leclerc pa Hamilton menjala v 36. oziroma 37. krogu, bi lahko sklepali, da v 55. krogu bi imeli enako razdaljo ter enak vrstni red ali podoben tistemu, ki smo ga videli v 35. krogu. Torej, brez večjih sprememb. Mnogi boste rekli, Charles Leclerc je pridobil 30 sekund. Meni osebno ni jasno praktično, kje jih je pridelal. In tudi večina tistega zaostanka, ki smo ga videli pri Lewisu Hamiltonu, je nastala pri seriji 3 izjemno počasnih krogov po njegovi menjavi. In mnogi bodo trdili, da Lewis Hamilton je imel težave s pneumatikami, ker jih ni znal spraviti v pravo temperaturo. Ampak, če pogledamo njegovo zaporedje krogov, bomo videli, da res ima to serijo krogov takoj po menjavi. Ampak prvi krog po menjavi pneumatik je tisti krog Lewisa Hamiltona, ki je bil najhitrejši na dirki. Torej, zadeva je še zmeraj malce zavita v tančico skrivnosti, kajti lahko so bile krive pneumatike, lahko gneča, lahko pa tudi psihološki udarec, kajti Lewis Hamilton je spoznal, da njegovi plani so se sfižili. Ne vemo. Vsekakor lahko trdimo, da ukolikor bi menjal v 36. in 37. krogu, njegova situacija se ne bi bistveno spremenila. Sedaj pojdimo na tisto drugo varianto. Kaj bi se zgodilo, kolikor bi Lewis Hamilton v bistvu pripeljal do konca brez menjave? Če primerjamo njegov ritem s tistimi starejšimi pneumatikami pred njegovo menjavo z ritmom, ki ga je držal naprimer Max Verstappen po njegovi menjavi, lahko ugotovimo, da časi so primerljivi. Lewis Hamilton je počasnejši, ampak ne bistveno počasnejši. Menjava bi ga lahko stala tam okrog 20 sekund. A če njegovemu končnemu zaostanku odvzamemo 20 sekund, bi res bil tam okrog 3. mesta. Kolikor Charles Leclerc bi imel prav tako katastrofalen konec dirke. V celotni karavani je bil samo en voznik, ki je pripeljal celo dirko na enem in edinem setu pneumatik za vlažno progo. Esteban Ocon. A njegove pneumatike so bile tako uničene, da samo po čudežu ni zletel s proge. Kolikor pogledamo to fotografijo, ki kaže prednjo pneumatiko Ocona in jo primerjamo s tistimi, ki jih je zamenjal Hamilton, vidimo, da pneumatike Hamiltona približno 8 krogov pred koncem dirke niso bile v bistveno boljšem stanju. S tem, da Ocon je imel drugo pneumatiko bistveno bolj poškodovano in smo videli že konstrukcijo karkase skozi. Torej, Lewis Hamilton je bil prisiljen menjati pneumatike zaradi obrabe same, kajti ni rečeno, da bi lahko pripeljal do konca s tistim setom. Oziroma verjetnost, da bi se kaj zgodilo ob progi, je bila bistveno večja. A tudi, ukolikor bi se to zgodilo, bi moral biti Charles Leclerc prav tako nespreten, kot smo videli na sami dirki, da bi mu prepustil mesto. Kot smo govorili že na začetku, v 35. krogu je imel 18 sekund prednosti.
Torej, zaokroženo tisto menjavo, ukolikor bi menjal v pravem trenutku, bi se v finalnem delu dirke znašla skupaj Leclerc z novim setom pneumatik, katera bi dajale določeno prijem, in Hamilton s setom pneumatik, ki bi bil do konca izrabljen praktično brez gume na tekalni površini. V taki situaciji nedvomno ogromna prednost da Leclerca, ki bi z lahkoto lahko obdržal tudi tretje mesto, in ne smemo pozabiti na Pereza. Torej, tudi če bi Lewis Hamilton vztrajal do konca na tistem setu pneumatik, še zdaleč ne moremo reči v pogledu na te številke, da bi bil na zmagovalnem odru. Ostaja odprto vprašanje, kaj je hotel Lewis Hamilton doseči in na kaj so mislili pri Mercedesu. Kolikor se zopet vrnemo na tisto situacijo 35. kroga, nam bo jasno, da Lewis Hamilton je imel v glavi točno določen plan. Podaljšati prvi del dirke do tiste točke, ko bi bila linija suha. Vsi njegovi nasprotniki so v bistvu zamenjali set pneumatik. Kolikor bi Lewis držal do tiste točke, ko bi bila proga primerna za pneumatike za suho progo, bi v bistvu prihranil en postanek. In en postanek pomeni, kot sem že povedal, 20 sekund. Kolikor bi šlo vse po načrtih Lewisa Hamiltona, bi se ta znašel pred ali izjemno blizu Maxa Verstappena. In to bi bil že velik plus glede na situacijo, v kateri se je znašel na samih kvalifikacijah. Kolikor bi bil pred Maxom Verstappenom, bi lahko iz boksov Mercedesa Valtteriju Bottasu sporočili nekaj podobnega kot: Valtteri, Lewis je bistveno hitrejši od tebe. A mislim, da se vsi mi navdušenci tega ne želimo slišati. In to je lahko tudi eden od vzrokov, zakaj Valtteri Bottas v zaključnih krogih je bil tako hiter. Namreč Bottas ni imel pregleda nad celotno dogajanje. Lewis Hamilton se je uštel in, kot sem povedal v komentarju same dirke, vsaj po mojem mnenju, ni imel nekega plana B. On je bil 100% prepričan, da se bo proga usušila in da bo prihranil en postanek. A videli smo, da v Formuli 1 se marsikdaj zgodi tisto, kar najmanj pričakujemo. In po drugi strani, tudi občutki, ki jih imamo mi, navdušenci, brez da vidimo določene številke, nas lahko pripeljejo do zmotnih zaključkov. Lewis Hamilton, tako ali drugače, bi bil peti, morda četrti, ampak ne glede kdaj in če bi menjal, dvomim, da bi prišel do tretjega mesta. Seveda ob pogoju, da se je uporabljalo pneumatike za vlažno progo, kot se je zgodilo v resnici. A za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.